Znanje je naše največje bogastvo in tega, kar se naučimo, nam nihče ne more vzeti. Ne v mladosti, niti ne na stara leta. Kaj si mislite v učenju pri 70 letih? V učenju pri 70 letih, jaz bi tako rekel, da človek se vsak dan nekaj novega nauči. Učenje pri 70 letih je nujno potrebno, ne samo dobro. Da je najbrž težko. Moje mnenje je, da se moramo učiti celo življenje, ne glede na to, ali smo stari 7 let, ali smo stari 70 let, tako da mislim, da razmigati možgane nič nikoli narobe. Ker je res, da se pač vsi vse življenje učimo in se pač tako znanje prenaša iz generacije na generacijo. Vsekakor je učenje en tak proces, ki se v bistvu nikoli ne ustavi. Naj se učijo, če jih zanima. Zakaj pa ne v končni fazi? Za učenje nikoli ni prepozno, niti prezgodaj in prav teden vseživljenjskega učenja nas opominja na to. V okviru tedna vseživljenjskega učenja potekajo parade učenja. Na 14 lokacijah po celi Sloveniji so se na paradi učenja skupaj učili stari in mladi. Tudi v Kolparnu na Jesenicah, kjer parado organizirajo že od leta 2012, je bilo živahno in predvsem poučno. Na paradi učenja sodeluje preko 20 različnih organizacij, ki se kakorkoli ukvarjajo z izobraževanjem, s povezovanjem generacij, medsosedskimi in medgeneracijskimi sodelovanji. Lokalnim organizacijam z Jesenic in okolice sta se pridružili še Srednja gostinska in turistična šola in Srednja šola in ekonomska gimnazija iz Radovljice. Meni osebno je ful všeč zaradi tega, da se nekaj na Jesenicah dogaja, da je malo dogajanje, da ljudje pridejo, da se nekje malo podružijo. Po drugi strani pa fino, da se te jeseniške organizacije predstavljajo. Jaz še vseeno mislim, da na Jesenicah imamo ogromno dobrih organizacij, ki zelo dobro delajo, pa to mogoče včasih malo premalo podarjamo. In na taki paradi učenja, kot je tukaj recimo danes, se to vse skupaj še toliko bolj vidi in ljudje dobijo občutek, da Jesenice grejo gor. Gre za odlično priložnost povezovanja in sodelovanja različnih generacij. Zelo poučno, moram reči. Všeč mi je to, da se lahko mlajši učijo od starejših, pa starejši od mlajših. To je v bistvo vsega. Tako mlajši pa zastopijo starejše, starejši zastopijo mlajše in delujemo v enotnosti. To je res the best. Na stojnicah so se predstavili različne organizacije. Za obiskovalce so pripravili interaktivne delavnice in jih aktivno vključili v dogajanje. Malo sem že pogledala, je pa zelo lepo, tako zanimiv. In kaj je najbolj pritegnilo Stelino pozornost? Motor, da probaš voziti. Za vsakogar se najde nekaj. Tudi mi smo se sprehodili med stojnicami in preverili, kaj vse se novega lahko naučimo. Da tle razkazujemo opremo, policijsko, služben avto, služben motor se lahko pogledajo. Se pravi, lahko kakšen preizkus alkotesta naredijo. Načeloma pač izprobamo tole opremo, se pravi, ki jo ima policaj, ki ima skozi pri sebi. Tudi kakšne steca zavezne uklepanje lahko sprobajo. Pa lahko tudi odgovorimo nekako na vsa vprašanja, ker pač ljudi zanima. Tako da je pa odzivnosti kar večja, kot smo mislili. Največ zanimanja so pri otrocih zagotovo pritegnili prav policaji, reševalci in gasilci. Predstavljamo v bistvu gasilsko opremo, tisto osnovno, otrokom malo razkažemo naš tovornjak, pa predstavljam gasilsko delo v bistvu. Predstavili so se tudi reševalci s svojimi 4-nožnimi prijatelji. Pač na kratko povemo, kako se je ta reševanje s psi začel, kako vse šolamo, da uporabljajo svoje nosove za tisto, kar bi mi rad. Kar se pa otrok tiče, pa večinoma se ve, pridejo pa mu vse čohajo. Pa spotoma še kaj razložimo malo, kako se do psa pride, kaj pomeni, če pes laja, to različne stvari. Občinska knjižnica Jesenice vsako leto pripravi stojnico izmenjave knjig. Pač mi smo nekaj knjig prinesli, ki so jih ljudje podarili, nekaj so jih tudi že sem prinesli in potem imamo izmenjavo. Vsak si lahko brezplačno izbere knjigo. Predstavile so se tudi jeseniške šole in vrtci. Predstavljamo v bistvu osnovno šolo Prežihov Voranc iz Jesenic. Člen se pa imenuje Pirati iz Jesenic. Pirati so ideja otrok, učenci so rekli, kaj če bi letos naredili pirate in potem je treba narediti, kako te pirati funkcionirajo. In v bistvu je narejena ladja, ki je stopovi z vsem in zgodba je tako, da kroglica, ki sicer potuje po členu, je topovska krogla. Se zbere v skladišču, po ladji prepotuje do končnega topa in končni top izstreli v naslednji člen.
Drugače pa ladja, zdaj je nekaj v težavicah, ampak ladja ima ime Piran, potem pa kroglica zadnjo črko N zavrti in postane pirat. Tako da je tudi za slovensko morje zanimivo, kako ratamo pirati. Srednja šola Jesenice je predstavila svoj projekt Izzivi medkulturnega sobivanja. To pomeni, da v bistvu priskočimo na pomoč dijakom, priseljencem, pač otrokom, ki se prihajajo predvsem iz naših teh pač bivših držav Jugoslavije, bivše Jugoslavije. Tako da v bistvu profesorica Nataša Vrtačnik jim pomaga pri vključevanju v pač naš izobraževalni sistem, na našo šolo. Tako da s tem, da pač pripravljajo intenzivne tečaje slovenščine za dijake, ravno tako za njihove starše, pripravi se individualni program za njih, taka uvajalnica tudi za njih se pripravi, preden sploh prvi dan prestopijo šolo. Potem se jim nudena opora, dodatna podpora in ravno tako njihovim staršem. Tudi za starše se organizira pač tečaj slovenskega jezika, tako da res poskusimo njih tudi vključiti čim bolj, da se oni ujamejo, da uspešno nadaljujejo šolanje pri nas. Prišli so tudi učenci Ekonomske gimnazije in Srednje šole Radovljica. Predstavljamo tretji letnik medijskega tehnika, predstavljamo tudi z virtualno realnostjo pa z raznimi brošurami. Ekipa 5 jeseniških gimnazijcev pa je obiskovalcem pokazala, kako deluje verižni eksperiment. V bistvu se vsem zdi zelo zanimiv, ker pač zmeraj je fajn gledati, ko se nekaj pretaka, da nekaj deluje in pač, če deluje, jaz sem še bolj zanimiv. Sploh je pa zanimiv, ker je več delov skupaj. Pač mi imamo samo en del, več delov skupaj pa pač jasno je bolj zanimiv. Pa vam velikrat rata, da pride od začetka čist do konca? Ne. Pač treba je več vaj pa vsega, ampak drugače pa gre no. Na stojnici društva Križem Kražem ste lahko igrali vedno bolj priljubljeno besedno igro z istim imenom. Na stojnici AMZS pa so pripravili nekaj bolj adrenalinskega. Mi imamo se pravi otroško prometno doživljalnico, za najmlajše se pravi pobarvanke, potem urnike si lahko otroci izdelajo in pa simulator vožnje motorja. Otroci se v bistvu naučijo upoštevati cestna pravila, se pravi semaforje, omejitve hitrosti, po katerem pasu se vozi in to je to. In kakšen je odziv otrok? Simulator jim je zelo všeč, zaradi tega, ker so že malo starejši, najmlajši nam pa malo manjkajo, ampak drugače pa zelo pozitiven. Poleg tega ni manjkalo različnih ustvarjalnih delavnic in prikazov ročnih del. Šla sem narediti lovilca sanj, pa držalo za svinčnik, pa je bilo ful dobro. Učenci Srednje gostinske in turistične šole Radovljica so medtem poskrbeli, da učenjaki niso bili lačni. Pripravili so šmorn in koktejle. Predstavilo se je kar nekaj organizacij z področja zdravstva. Merili so kostno maso in demonstrirali, kako pravilno oskrbeti dojenčka. Na stojnici študentov Fakultete za zdravstvo pa ste se podučili o... Danes predstavljamo razkuževanje rok, merimo krvni tlak in pa v povezavi s temi srčno-žilnimi boleznimi v bistvu predstavljamo tudi postopke oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja. In kako dobro ste si razkužili roke, ste lahko preverili pri učencih Srednje šole Jesenice. V bistvu so kar zelo presenečeni, ker mislijo, da si dobro razkužijo roke, v resnici pa ne najboljši. Na stojnici Društva diabetikov so obiskovalce merili krvni sladkor. Odziv je zelo dober, od najmlajših do najstarejših. Najmlajšega otroka imamo starega 8 let, ki si je dal pomeriti in je sladkor v redu. Najstarejši je pa letnik, kjer je bil 1937, to se pravi 81 let. Predstavilo se je tudi Turistično društvo Jesenice, Društvo slepih in slabovidnih Kranj in mnogi drugi. Meni je všeč turistično društvo, prikaz naše lepih narcis, potem ročnih del, štrikarije, deklet, ki delajo vse sorte, zdravstvo je prikazano, tako da meni je lepo. Meni je bilo ta najbolj muzika, pihalen orkester. Niže pa to, nižem se. Ja, tudi za glasbo je bilo poskrbljeno. Na odru se je zvrstilo več glasbenih in plesnih nastopov.
Namen parade učenja je povezovanje različnih institucij s skupnim ciljem, spodbujanje vseživljenjskega učenja. In pomembno je, da se učimo z veseljem. In v vrtcu se zelo trudimo, da se otroci učijo skozi igro. Se pravi, da je veselje zmeraj prisotno zraven. In tako se tudi največ naučijo pravzaprav. Je pa tako, da se učimo cel življenje, kamorkoli gremo, vedno je učenje prisotno. In medsebojnega sodelovanja različnih generacij. Tukaj lahko prihaja do krasnega medgeneracijskega sodelovanja. Recimo, nekdo pri 70-ih lahko nekoga mlajšega kaj nauči, pa mlajši njega, in to so krasne informacije, krasne znanja, ki tako prehajajo in ostajajo živa. Dostikrat starejši ljudje mislijo, da so že vse doživeli, pa da tudi pol glede tega veliko več vejo, ampak vsak let se ena tehnologija razvija, vsak let ena nova znanja vam pridejo, tako da treba se učiti, dokler ne umreš, pa še pol neumen umreš. Tako pravijo. Parada učenja nam daje možnost, da preizkušamo nove stvari in spoznavamo nove ljudi. In prav zato si moramo takšen dan kar sami ustvariti večkrat na leto. Vseživljenjsko učenje in medgeneracijski odnos je najlepša stvar, ker samo ta stvar je premalka. Večkrat bi se mogla dogajati. In tega si seveda želijo tudi organizatorji. Parada učenja se, če ne prej, na Jesenice vrača spet naslednje leto. Do takrat pa se le naučite kaj novega.